Na Univerzitetno-rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani so Mednarodni dan invalidov letos proslavili na prav poseben način. V družbi svojih varovancev, ki so v procesu rehabilitacije in v predstavitvi projekta Aktivno inkluzivno. Projekta, ki bo naslednje 3 leta skrbel, da bosta gibanje in parašport dostopna čim večjemu številu otrok in odraslih z različnimi vrstami invalidnosti. Preko projekta so vzpostavili nov ABC program športa za invalide, katerega del so predstavili tudi na tokratnem dogodku. ABC program se bo izvajal v vseh 12 slovenskih statističnih regijah. Največji izmed regijskih centrov pa se nahaja prav tu, v uri Soča v Ljubljani. Za nas je bilo to na nek način nekaj naravnega, kar se bo zgodilo. Smo zelo počaščeni in zelo hvaležni, da je Paraolimpijski komitej Zveze za šport invalidov in tudi Olimpijski komitej sta izbrala uri Sočo kot regionalni center, najmočnejši, največji. Veseli smo, da je ena od 12 koordinatorjev tudi fizično tle, da lahko seveda usmerja predvsem starše mlajših invalidov. Definitivno starši bojo našli za mlajše, starejši bojo pa tudi najdel možnost se športno udejstvovati, družiti, ne nazadnje gre tudi za neko vrsto socializacije, ki je pomembna iz psihološkega vidika. Nam je uri Soča v bistvu res pomembna, zaradi tega, ker za nas predstavlja pomembno bazo invalidov, ki jih lahko vključujemo v naše vadbe. Želimo si tudi z njimi stopati v kontakt in jim potem pomagati pri vključevanju v športne dejavnosti v svojem domačem okolju in da bi bili pač vključeni tudi dolgoročno. Za danes smo sicer pripravili en poligon, ki so ga lahko probali. Pripravili smo tudi dvoranski curling in pa bowling tobogan. In vedno znova vidimo, kako je šport, še posebej med mladimi, zelo hitro vir veselja. Midva sva kle, da sva prišla malo pogledati, kaj se lahko še kle dela, pa kaj tazga. A mene zanima nogomet pa košarka, samo da je žoga. Odlično. Curling, na noge sodelujem in tako lahko pomagam. Udeleženci pa so se lahko preizkusili tudi v odličnem inkluzivnem športu, namiznem tenisu. Namizni tenis je šport, ki je za vse vrste ljudi, za neinvalide, za invalide takšne in drugačne. Predvsem jim je dobro, sploh sedečim, za koordinacijo oči, fokus, koncentracijo, za tiste stoječe zraven še gibanje. In mislim, da je res ena taka športna panoga, ki jim lahko samo pripomore. Tako da jaz mislim, da je to ena dobra stvar. Jaz sem nogometaš bil, pa oziroma taki kontaktni športi, pa zdaj verjetno ne bo šlo. To se pravi, namizni tenis itak igramo že od osnovne šole in tako naprej. Tu sem ugotovil tudi za lokostrelstvo, sicer zdaj bo mogel malo prilagoditi drugačen sistem športanja, ampak bo šlo, vidim, da gre. Kolesalu se da, tudi s protezami se da dobro kolesariti. Škoda spati cele dneve doma, pa nič ne delati. Projekt želi v prvi vrsti osebam z invalidnostmi omogočiti redno telesno aktivnost, prilagojeno njihovim zmožnostim in potrebam. Če pa se bo kdo izmed njih zaradi dobre izkušnje zapisal v parašportu, pa še toliko bolje. Želimo aktivirati invalide v neko zdravo gibanje, zdrav način življenja. Mi pa smo v zadnjem desetletju, lahko rečem, opazili, da nekako nam primanjkuje športnikov. Ta trend vključevanja nam ohaja in pada in smo morali nekaj storiti in smo se odločili, da skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in partnerjem v projektu kot Olimpijski komitej nekaj naredimo na tem področju. Udeleženci dogodka so pridobili nove informacije ter navezali stike, ki lahko postanejo njihova trdna vez do ukvarjanja s parašportom.